Zdaj pa je prišel čas, da na oder povabim filmske ustvarjalce, režiser filma Igor Šterk. In pa igralci Ronja Matijevec-Jerman, Matija David Brodnik, Ivan Vastel in pa Mak Tepšič. Najprej iskrene čestitke, mislim, da aplavzi povejo svoje, nagrade, ki ste jih prejeli tudi. In najprej bi dala vprašanje mladim vam, igralcem, ko ste se pripravljali na vlogo, ste verjetno opazovali svoj lik. Kje vam je ta lik blizu, kje je različen od vas? Kaj v vaših likih, v čem so vam podobni, kaj je bilo najlažje igrati in kaj najtežje? Morda. Dobro, hvala za vprašanje. Torej, liki so, vsi so taki mestni otroci, tako da to je nekako bilo najlažje zaigrati, ker so dejansko scene bile realno postavljene, tako kot bi se dogajale v kateremkoli mestu. Tako da to verjetno ni bil takšen izziv, morda malo večje je bilo to v gozdu, ker že tako, vsaj jaz osebno nisem tak tip za naravo, da bi se sprehajal in pohajkoval, to je bilo to kar nekaj novega. Res je, da je scenarij bil zelo dobro napisan, tako da že skozi sam tekst si ti lahko videl, kako tvoj lik doživlja stvari, ampak je pa bil nek izziv, to v gozdu začuti ta nek strah in to tesnobo, tako da ja, to je mogoče bilo najtežje, drugače pa vse skupaj. Skratka, ne bi si upal iti sam v gozdu, tako kot ti liki iz knjige, ne? Ja, mislim, da bi. Po noči v gozdu se ne počutiš prijetno? Niti ne. Ok. Ivan? Jaz se svojo vlogo nisem našel čist, ampak sem se pol s časom, ko smo imeli vaje in ko smo se pripravljali na, ko smo vadili tekst in to, pač najdeš kakšne podobnosti, ampak nisem imel res pač, ni mi niti malo podoben, jaz sem drugač zelo tak srečen fant pa to. Nimam probleme s starši, tako da je bilo to mogoče malo težje, ampak tako kot je že on povedal, jaz sem tudi mestni otrok, pa mi je bilo to lažje. Mogoče najtežja scena mi je bila pa, ko sem plezal na drevo. Mislim, ni bila, bil je neki izziv, ker pač tega nikoli nisem delal, ampak je bila pa definitivno tudi ena bolj zabavnejših. A si bil kaj zavarovan? Ja, seveda. Imel sem. Obvezan sem bil in vzgor na drevesu en stal in me pač vlekel gor. Jaz sem v bistvu se sam delal, da neki... Plesaš. Ja, špurčja. Špurčje. Eden največ salv smeha je prav tvoja vloga, ko sem prisluškovala dvorani, doživljala, tako da povej. Odlično, cool. Moja vloga je tako kompletno odigrana. Ne bi rekel, da sem kakorkoli podoben špurču. No, mogoče tako malo, ja, mestni otrok pa to. Kdaj sem malo razvajen, ja, itak. Ampak drugače pa ne. Drugače sem vadil tekst in se naučil vlogo. Kaj pa ti je všeč pri špurču, kaj pa ne, recimo? Je bil tvoj prijatelj? Ne, ne bi bil moj prijatelj. Všeč mi je, kaj mi je všeč? Noč. Ne vem. Njegov občutek za humor, recimo. Ja, to je pa dobro, to pa ja, smešen. Ronja, pa ti? Ja, mislim, Mina je taka, kakor tipična najstnica, vsaj tako sem jo jaz dojela. Saj sva si podobne, pa to upam, da nisem toliko zoprna kot ona, da včasih, čeprav... Ja, no. Ali je? Naj fantje povejo. Kaj ne. Tako da ja, v bistvu ni je bilo toliko težko zadeti. Čeprav je trajalo kar nekaj časa, da si vzela ta film resno, ne? Kar nekaj časa si hodila na audicijo, zato ker pač si šla, preden te je film zares zagrabil. Kaj je bilo tisto, kar te je potem res zagrabilo? Ja, mislim, te prve audicije sem šla v bistvu bolj tako za pač, ok, grem probat, ne, pa ko so se pa nadaljevali, pa je bilo tako ene 3-4 te krogi, pa sem pa videla, da ja, zdaj pa mogoče mi pa že lahko rata in pol sem se začela bolj truditi in pol smo se tudi z njimi spoznali in je vse ful bolj zabavno ratalo, tako da.
Igor, še tebi podeželje in vrnitev k naravi pogosto idealiziramo, ne? Narava je lepa, gremo na vas, ampak tvoj film kot da pravi, ne hodite, če ste iz mesta, ne hodite ven, ne hodite v gost, ne hodite na podeželje, a je to res? Jaz upam, da bomo še zmešli kaj v gost, čeprav tle res smo malo prestrašeni, pač v filmu, glede kako se zgodba razvija. Ja, je pa tako, no, ne vem, jaz se tudi spomnim, ko sem bil otrok, bi rekel, ko smo bili v 8. že osnovne šole, smo bili blizu Mosteca doma, pa smo hodili vsak teden večkrat, ja, ne, pa smo šli pa enkrat po noči, bilo pa naenkrat čist drugače in tako malo bolj grozljivo, tako da greš sicer na isti plac, ampak je tako, ga doživiš popolnoma drugače, tako da to sem se malo recimo spomnil, ko smo delali film. Prav, je že kakšno vprašanje? Mesto je na vas. Ja, veš kako, veš, ko gledaš film, ne, je tako, kot da so sami v gozdu, ne, zdaj, ko pa snemamo, a veš, je pa ena ekipa, ko nas je 20-30 ljudi, pol pa te ni toliko zelo strah, ko nas je več skupaj. Pa vas? Mislim, ja, saj tako, kot je rekel, če bi bili sami, bi me bilo po moje še bolj strah, kot je bilo nas v filmu, ampak tako, ko je pa 30 ljudi okoli tebe, pa fulenih luči, pa vsega, pa ni toliko strašno. Čeprav votlina je bila pa prava, ne, in pajki v njej, in vlaga. Drži. Ja, pajki, fulenih živali, no, to je bil tako ta scary del, vsaj zame, no, ne vem, njim po moje, ne, toliko. Še kdo kaj dodal? Vzamemo še kakšno vprašanje. Tamle na koncu, tamle na sredi. Kdo je bil tist, kaj je tiste kamne dol, ki so padali? Kdo jih je? Asistenti. Asistenti pri snemanju filma, ne? Kdo pa je bil v zgodbi, pa mislim, da ne boste hoteli izdati, ne? Kdo je v resnici metal kamne v gozdu dol? Kdo? A, se je nekdo javil? Jaz, ja. Prav, še eno vprašanje je bilo tam zadaj. Kar povej, ali pa počakaj na mikrofon, da te slišijo, pa gremo potem še na balkon. Koliko dolgo ste pa snemali? Snemali smo od 1. julija do 15. augusta. Lani, ja, 2015. Pravi, čez počitnice. Prav, kakšno vprašanje zgoraj? Gremo dol, še kakšno vprašanje? Ja, kar po celi Sloveniji, no, tako da bi rekel, ene stvari, recimo votline smo snemali nekje na Štajerskem, pol ta vasica je bila na Gorenjskem, pol tisto Romunče, ki se kopajo v Goriških brdih, tako da praktično razen v Prekmurju smo bili po celi Sloveniji, smo šli gor pa dol. A je bilo fizično naporno tekati po gozdu pa v dežju, a je bil dež sploh oziroma vremenske razmere so bile prave? Ker sem videla na koncu tegale za posebne učinke za dež. A ste v pravem? Naporno je bilo, definitivno. Mislim, vsaj meni, ker nisem neki športnica. Dež je bil pa tako en ventilator, tak ful velik in pa so tako vodo čez spuščali in je zgledal. Mislim, v bistvu je tako ful lil in je, pač ja, vid se pa tako, kada je zares. Upam. Koliko ste pa stari? 17. 14. 15. 15. Pridemo do tebe z mikrofonom, da se te sliši. Od koga je bila pa senca? Od koga je bila senca na sliki?
Ja, ti si gledal, Ivan, ti moraš, ne vem, kaj pa ti misliš, kdo je bila ta senca? Asistent. Smo pa res imeli enega zelo fejst, en pomočnik reži bil Boris Bezič, tak krasen, ful nam je pomagal pri snemanju, no, tako da smo njega parkrat pravili, pa tako je tako veliko brado, smo rekli, mogoče polno. Eno vprašanje imamo na balkonu. A je bil zajec brez očesa resničen? Ne, to je pa v bistvu, to smo pa ful čakali, pa po naše producentke hodile po veterinarskih klinikah, tako da v bistvu smo našli enega zajčka, ki mi je poškodoval, ko pa sem ga pol uporabil na filmu. Kje ste pa dobili uno mucko, ki je bila brez noge? Ja, to je pa prav moja mucka, jaz imam tako mucko doma, pa res je taka, pač taka je, da ima 3 nogce, pa, ampak smo pa rekli, no mogoče pa kaj tak film, ki se nekaj tako dogaja čuden s temi živalmi, pa smo rekli, pa polik super ženatska mucka, ki ima samo 3 noge. Zdaj ste imeli že kar nekaj predstavitev, kar nekajkrat ste imeli pogovore. Kako je vloga igralca takrat, ko snemaš, v primerjavi zdaj, ko doživljate odzive, prve odzive, ko vas ljudje gledajo, kako se počutite? Meni je, po resnici povedam, pač na začetku bilo zelo čuden. Pač, ker pride človek do tebe, da si ti nekaj več, ti si pa navaden fant, ne vem. In pač se je bilo treba navaditi. Ampak mi je bilo boljš, ker pač, ko smo snemali recimo, se pač spoznaš celo ekipo in je bilo v bistvu ful fajn snemati vsem, ker pač jaz sem lahko šel na kosilo in se pogovarjal s komerkoli sem hotel. Tako da, ne vem, meni je bilo prej boljš, ampak se zgleda, sem tega tudi mogel počasi navaditi. Se boš navadil, prav. Tebe, te je bilo strah tudi tega nastopanja ali je nastopanje bolj prijetno v filmu ali po filmu? Pa jaz mislim, da je vsem v filmu nastopanje bolj prijetno, ker je vse na to razlog, da si tam. Je pa to očitno nekaj, kar moraš vzeti v poštev pri tem. Ampak dobivate tudi odzive in te odzivi so bili zdaj zelo pozitivni. Ja, Kaj vam pravijo? So vas gledali že prijatelji, sošolci? Pa vsi odzivi so za zdaj dokaj pozitivni, tako da je to zelo prijetno doživljati. Zdaj pa, če je pa kakšna kritika, pa se jo pač tudi sprejme, pa gremo naprej. Super. Še so vprašanja. Že. Meni se zdi, da ste ful dobro odigrali te vloge svoje. No. Kaj sem že hotel reči? Ja, tista srna, a je resnična ali se sam noge dal tako v listje? Boš povedal, kako je s temi živalmi? Ja, to je pa prav bila resnična srna, to smo pa spet bi rekel, imeli en dogovor, ne, ker pač tako je, da v Sloveniji pač to je veliko, vsako leto se veliko primerov zgodi, da pač da kak avto se zadane v kako srno, tako da pač mi smo, ko smo se pripravljali na snemanje, smo pač smo imeli nek dogovor, da če prej slučajno na kakšne nesreče ne nas sporočijo, in pač pol prišlo nekje v Sloveniji do ene nesreče in potem smo pač to ubogo srno, pač nismo mi nič naredili, ampak pač se je zgodila nesreča, pa smo pa mi pač uporabili v filmu. No. Ja. Kako? Ni noben izpul oči. Jaz mislim, da ste zelo dobro igrali, pa a je bil to vaš prvi film? Hvala. Pa ja, prva taka zaresna igralska izkušnja, po moje, za vse od nas. Ja, vsi smo prvič igrali film. Ne, ti nisi? Jaz sem tudi pač že igral v filmu, ampak nikoli tako v nekem večjem, mislim tudi z večjo vlogo, tako da v bistvu je bil to pač prvi resen film. Ja, enako kot vsi. Igor, potem pa kakšna pa je zdaj pot tega filma po Sloveniji? Projekcije na Lifu so končane, kaj se filmu obeta zdaj naprej? Ja, film gre zdaj pač
mislim, da je še konec naslednjega tedna par projekcij tukaj v Kinodvoru, pol od 1. decembra je pa pol po celi Sloveniji, tako da mi bomo imeli tudi, bomo šli pač po različnih krajih, kjer bomo imeli premiere, tako da pač film se bo zdaj predvajal pač po celi Sloveniji. No. Tako je pa tudi film bil že predvajan v tujini, tako smo imeli tudi lepe odzive v Nemčiji, smo bili na enem festivalu, ki je kao najpomembnejši v Nemčiji za mladinske filme, pa so nadali nagrado televizije za sinhronizacijo filma, tako da bo verjetno film sinhroniziral nemščina, pa bo tudi predvajan na nemški televiziji, tako da to je super.